prepoznavanju in predvsem, kako si pomagamo, kadar je depresija, kako povedala gospodin Benjamina Šuler, diplomirana medicinska sestra v zdravstvenem domu Brežice. Lep pozdrav vsem. Želeli bomo tudi predstaviti depresijo. Problem depresije je velik, zato bom nekaj povedala o tem. Najbolj vesela pa sem, da lahko to povem danes, ker hkrati vam sporočam tudi, da so letos se začele v zdravstvenem domu Brežice delavnice Prepoznajmo in premagajmo depresijo. Te delavnice so namenjene tako obolelim z depresijo, kot njihovim svojcem. Začele so se septembra in imela sem že 2 skupini in moram vam reči, da odziv bolnikov je neverjeten. Ti ljudje zelo potrebujejo pomoč in mislim, da je ta delavnica, da je že dolgo časa krvavo potrebna. Tako da boste lahko povedali tudi v drugem letu, da obstajajo, imajo se kam obrniti in da niso v tem sami. Pri depresiji dostikrat ne vemo, rekli smo tako, nekdo je depresiven, smo ta izraz uporabljali kot, malo je žalosten, ne, pa ga bo minilo. Ne. Depresija pa pomeni, da ne gre samo za eno kratkotrajno žalost, ki je normalna. Gre za dolgotrajno žalovanje, iz katerega se človek ne more skopati. Kratkotrajno žalovanje je normalno. Nobeden, ki ima depresijo, si tega ne želi imeti, ker se mu zelo poslabša stanje na vseh nivojih. Ampak sam si ne more pomagati. Ker zapira se sam vase, dostikrat tudi izolira stike iz okoljem, se več ne javlja na telefon, ne hodi ven, rabi pa pomoč. Zato je tako pomembno, da drugi prepoznajo, da se nekaj z nekom dogaja in mu priskočijo na pomoč. Pacienti občutijo te znake zelo mučno. Za njih je to hudo, boli, izredno trpijo. Je pa nekaj, to se naven ne vidi. Na začetku se še ne vidi, ti se urediš, se namažeš, greš ven, deluješ normalno. Noter pa trpiš in ta bolečina se ne vidi. Ko se ta depresija poglablja, pa so že opazili. In tudi tisti, ki so prišli zdaj na delavnice, sem vprašala, kdaj so se pa začeli vaše začetni znaki? Pred 15 leti, 20 leti. Ne? To se ni začelo dogajati včeraj. Poznamo več znakov, želim vam jih predstaviti zato, da jih boste znali prepoznati. Ne? In pomagati sebi in drugim. Psihični znaki so, kot sem rekla, žalost, ki traja dolgo časa. Tukaj noter čutimo tesnobo. Dostikrat tudi pridejo ljudje na urgenco, ne morem dihati, ne bo infarkt, ne, ga pripeljejo. Ne gre za infarkt, gre za tesnobo. Se tudi zdravnik naredi EKG, vidi nič ni, ponavadi se da pomirjevalo in se ga pošlje domov. Žal se pa od tega momenta naprej pa ne dogaja nič. Fajn bi bilo, da gre naprej do svojega zdravnika, takrat že, in mu to pove, ker se da pomagati. Depresijo se da premagati. Občutek praznine, nič nisem vreden, nikomor nič ne pomenim, počutiš se kot lupina, to je grozen občutek. Vse vidiš črno, nič ni več pozitivnih misli, ni upanja, zato ker bom kasneje povedala, ker gre za kemični proces, ni pacient sam kriv, da se tako počuti, to ni odvisno od njega. Tako, ko gre pri sladkorni bolezni za kemični proces, kjer je pač inzulin tisti, ki dela preglavice in trebušna slinavka, je tu gre za en drug faktor, je pač tu serotonin tisti, ki je zelo odgovoren in ga je premalo. Potem se lahko kaže, da si nemiren, nekdo kar hodi po stanovanju, gor pa dol, razdražljiv si, razdražite že malenkost, naprimer nekomu pade
svinčnik na tla, ali pa v šoli, učiteljici, ne, take obremenjujoče poklici, in jo že to ne vznemeri. Prej ni bilo nič hudega, ne, poberi, všili, ne vem, ne. Malenkosti te vznemerijo. Eni kar naprej jočajo in kar solze tečejo, so nekje v družbi, pa začnejo kar teči solze, ne morejo si pomagati. Prej pa niso bili taki, ne. Pomembno je, da te znaki se pojavljajo in da jih opažamo pri nekom, ki prej ni bil tak. Torej vemo, da gre za spremembo. Posledično je tudi otežena koncentracija. Ne moreš več misliti, zato ker ti misli begajo. Ni tistega serotonina, ki bi pot lepo usmerjal v cilje, kjer bi jih naši možgani predelali, ampak grejo v drugo smer, v temo in nastajajo takšni miselni vrtinci. Potem smo tudi od tega čisto izčrpani, preutrujeni. In ne moremo več v službi tako delati. Posledično, ker službi tako ne funkcioniramo, kot od nas zahtevajo, smo še bolj na tle. Ne? Kaj pa zdaj bom pa šel v službo, ne? Ampak ne zmoreš. Dostikrat tudi depresijo zamenjajo za lenobo. Joj, kak je pa ta naenkrat karatala lena, ne? Pa se sploh nič več ne da. Ne gre za lenobo, ne zmore. Ne? Mama doma, ki je imela vse pospravljeno, pošlihtano, tipi-topi, si komaj zmore sebe urediti, prah niti več ne opazi, komaj pride z sesalcem, ga vleče po sobi, ne zmore, ni to lenoba. Ni več zainteresiranosti za nič, pada tudi interes za otroke, ne more pomagati pri nalogah, ne bere več knjig, torej ne ukvarja se več s tistim, s čim se prej je ukvarjala, ali pa se človek je rad ukvarjal z nečim. Na koncu je pa seveda tudi postajaš, zdaj se pa res tako na tleh, noben tega ne vidi, vsem sem na poto in pride misel na smrt. In seveda tle pa žal je tudi veliko smrti kot posledica depresije. In ravno zato, da to preprečimo, lahko mi vsi skupaj kot družba in kot posamezniki veliko naredimo. Ker mislim, da nam ni ponos, da je Slovenija na samem vrhu po samomorih, ne? In da tle moramo nekaj narediti. Vprašamo pa se šele takrat, ko nam umre nekdo, ki nam je blizu, ne? Vse, če nekdo tam umre, ki ga niti ne poznamo, nas to ne tangira. Ko pa se nas dotakne, takrat pa je to pomembno. Fizični znaki so eni ne spijo, po noč nikakor ne morejo zaspati, ker naprej nekaj razmišljajo, seveda so pa utrujeni, eni pa pretirano spijo, hodijo popoldne spati, ker naprej bi spali, so zaspani. Temu se tudi reče beg v spanje. Zbežiš nekam, kjer ti nobeden nič ne more, 2 kotra na sebe, zbežiš pred problemi in misliš, zdaj bom pa vse rešil. Problemi pa ostajajo. Eni izgubijo apetit, hujšajo, eni ga pridobijo. Seveda zmanjka energije. Nimaš več energije, ne zmoreš, glavoboli, prebavne motnje. In ravno zaradi teh telesnih simptomov, zaradi katerih nas pa ni sram, ko se na našem telesu nekaj dogaja, nas ni strah iti k zdravniku pa reči, ko se pojavljajo bolečine v križu, so zelo tipične. Pa zdravnik reče, da nekaj proti bolečinam, ampak nič ne moram narediti, nič se ne vidi. Bolečine v križu dostikrat nastanejo, ker smo mi skozi pod stresom, smo v eni stiski in so naše mišice tukaj zategnjene. Preveč problemov imamo, preveč nam naložijo, to kot da bi imeli rukzak in bi nekdo kar kamne nam noter metal. Enkrat nas vleče dol in zlomi, ne moremo več nositi. Bolečine v ramenih, v trebuhu, gastritisi, to je čist psihični sindrom. Največkrat nekateri imajo sploh to lastnost, da odreagirajo želodcem. Ti je slabo, ali pa s prebavili, naprimer, pred izpitom je komu bilo poznano, ali pa kadar imate kaj hudega za upraviti, nekaj, kar vam ni prijetnega, imate kar naenkrat drisko, mortalitetne stranišče, vam je slabo. In zaradi tega gremo k zdravniku, ker to nas ni sram priznati. Depresija pa boli, izredno boli. Duša naša boli. Tak človek izredno trpi. Ta bolečina, vsak, ki si je zlomil nogo,
ne vem, ki je doživel neko hudo bolečino, peklina, ne vem, katere stopnje je huda bolečina, zlom noge, tiste, ki ste rodile, veste, da je to prijeden dogodek, ampak vsaka mora priznati, da popadki norevanje samo po sebi je boleče. Ta bolečina je nekje na isti stopnji, ampak je nikakor ne moreš odpraviti. Ne mine in ne mine. Želeli bi ravno odpraviti to stigmo. Ne? Veliko bolnikov, tudi ki imajo že diagnozo depresijo, so prišli do nas, so poiskali pomoč, se zdravijo, so ozdravljeni, niso upali z besedo na plan ali pa tudi problem v delavnici, mogoče komu bilo priti, ker noče, da drugi vejo, da pa on ima depresijo. Kot da je to nekaj, ne vem, kužnika ali ne vem kaj. Saj ni za to sam kriv, da jo ima. Ne? In zdaj, kakšna pa je razlika, to me je eno vprašala, ne? Zakaj se nam en bolnik, ki ima diagnozo depresijo, ne smili tako kot za enega, ko bomo za soseda zvedeli, on ima pa raka, ne, na črevesju. Joj bogi, mislim, kaj pa zdaj, a se še da pomagati, ne. Tam ima pa fajn depresijo, ne, kjer je isto drug dan, mislim, v kratkem času lahko sledi samomor. Še pa nič se nas ne bo kaj preveč dotaknilo, ima pač depresijo, ne. Celo doma verjetno svojci ne bojo o tem govorili. Zakaj je ta razlika? Končni efekt nezdravljenja je isti, smrt, ne. Tako da jaz mislim, da bi mogli vse enako obravnavati, če smo dovolj ozaveščeni. Vzroki za depresijo. Ene so res prirojene lastnosti. Ne? Tako so nas včasih sprašvali, ko se še ni govorilo o depresiji, so te na primer vprašali zdravnik, ne vem, ko je imel anamnezo, a je v vaši družini že kdo naredil samomor. Ne? In potem je nekak videl, ali je nagnjenost k suicidu ali ne. Zdaj bi vas vprašal že, ali je imel kdo pri vas depresijo. Ne? Na prirojene lastnosti ne moremo vplivati. Potem so pridobljene lastnosti. Ko odraščamo, se tudi nekako oblikujemo v ene osebe. Eni so bolj optimistični, bolj svetlo gledajo na svet, eni so bolj pesimistični, eni so bolj žalostni, jokavi. Taki bodo seveda bolj dovzetni za vse težave, ker si bolj jemljajo k srcu stvari, so dobrosrčni. Še želela bi povedati, da za depresijo predvsem obolevajo izredno močne osebe. Tiste, ki vse prevzamejo nase in ki ne znajo reči ne. Vedno bojo rekli ja, boš to naredil, bom. In prevzemajo naloge drugih nase, dokler enkrat več ne zmorejo. Tisti, ki bo pa drugu prelagal naloge, boš ti to naredil, ne? Pa ti to znaš, boš ti to naredila. Ne? Tak ne bo zbolel za depresijo. Ne? Bo pa verjetno žel velike uspehe. Spet so pa še tu življenjske okoliščine. Seveda smrt v družini, izguba otroka. Normalno, da to vpliva na nas. Ne? To je pa samo še tisto, kar nas lahko porine čez rob, da pademo v depresijo. Kot sem že rekla, gre za kemično neravnovesje. Ni odvisno od nas samih. Enostavno se s časoma poruši in ga je potrebno uravnati. Bom povedala, kako kasneje pri zdravljenju depresije. Zato sem že rekla odgovoren serotonin. Kdo lahko postane depresiven? Otroci in mladostniki. Nihče ni izvzet. Mlade matere, poporodna depresija, niso samo, kot je rekla prej, ko imajo nosečnice, diabetes. Ne? Lahko poporodna depresija je tudi velika. Ne? Pa se sprašujemo, ko najdejo nekje dojenčka v kontejnerju, ne? Kak grozno, kak je lahko to naredila. Ne? Ja, kak pa tista mama, ko je to naredila, kak je pa šele nje bilo grozno. Ne vem, 2 slike bi mogli videti. Ne? In treba je prepoznavati 2 plati. Ne? Živimo v grozni družbi, kjer ni razumevanja. Vidimo neke končne stvari, ne vprašamo se pa, kaj je ozadje. Starostniki,
Recimo, ko se upokojijo, kar naenkrat ni več tistega ritma, praznina je v njih. Otroci odidejo, nimajo več časa zanje, ne pridejo na obisk. Vem v bolnici, ko so ležali, pa se je ena starejša gospa jokala, 8 otrok imam, pa niti eden ne pride na obisk. Ne? Starostniki tudi zelo trpijo. Vsaka 6. oseba trenutno zboli za depresijo. Vprašanje pa seveda je, kdaj bo šel tudi pomoč. Prav ta trenutek je depresiven vsak 20 med nami. To so zdaj velike številke, če bi se vsak poglobil pa naredil vprašalnik, kaj od teh znakov ima. Verjetno bi kar pred marsikomu prišlo, da je zelo blizu. Ampak, ko gre za blago depresijo, v štartu si ti še lahko pomaga sam. Kasneje pa več ne. Zato, da se depresija zdravi, v izredno nizkih procentih je možno samo z gibanjem, ker z gibanjem, če se gibamo tako, da se malo preznojimo, kot smo rekli, kak je gibanje zdravo, seveda je zdravo, ker izloča endorfine. Mi se počutimo bolj vesele, boljši smo. Na ta način in serotonin si dvigujemo, na ta način se lahko. Samo pa nekdo že v globlji depresiji se pa ne more zaktivirati, pa iti na sprehod. Kako se bo zaktiviral, če se še ne more glavo oprati? Zato se v štartu dajo antidepresivi. Veliko se jih pa boji, mislijo, da bojo postali od antidepresiva odvisni. Od antidepresiva ti ne postaneš odvisen. Ampak je še en problem pri antidepresivu. On ne začne delovati takoj. Začne delovati po 4 do 6 tednih. In tiste tedne je pa težko premagati. Takrat eni celo še bolj občutijo tiste simptome, ki so že prej imeli in to pripisujejo zdravilu. Počasih nehajo imati. Oni takrat samo bolj zapažajo, bolj so pozorni na tiste negativne znake, ne pa na tiste pozitivne, ki gre na rahlo gor na izboljšave. Ko ti da zdravnik antidepresiv, ga moraš imati redno. Antidepresiv je isto kot zdravilo za tlak, ko se vam ugotovi visok tlak, isto se težko najde zdravilo, ki vam bo tlak uravnalo, ampak ti ga jemlješ, če ti reče zdravnik enkrat na dan, ga boš imel enkrat ali pa 2-krat na dan, stalno in boš imel uravnan tlak. Tlak je pomembno, da imaš uravnan. In isto je s tem zdravilom. Da vam pa še razložim razlika med odvisnostjo. Zato od antidepresiva ne boš odvisen, ker nikoli ne boš večjega odmerka vzel. Če ti bo rekel 2 na dan, 2 tableti na dan, boš vzel samo 2. Nobene potrebe po več ne bo. Razlika pa je s pomirjevali. Pomirjevala boš pa vzel, ko se bo slabo počutil. Od pomirjeval pa lahko postaneš odvisen, ker takrat je pa takojšen učinek, takoj te pomiri. In v štartni fazi se dajo vzporedno tudi pomirjevala, ko pa antidepresiv začne delovati, potem ga pa odvržeš, kot berglo, ki jo rabiš, dokler se ne postaviš na noge, potem pa hodiš sam. Gibanje je zelo pomembno, ni dovolj samo antidepresiv, gibanje mora biti pomembno in seveda, da se nekdo začne ukvarjati z dejavnostjo, ki mu pomaga premagovati to slabo občutje. Včasih, na primer, je nekdo rad tekal, tak easy jogging je lepo hodil teč, potem pa tega ne zmore več, ampak se je zelo dober pri tem počutil. Zdaj pa od njega zahtevamo, od pacienta, da ne si spet izbere eno aktivnost, ki jo je prej rad počel, ampak jo bo začel s težavo izvajati nazaj. Zato, ker to bo pa zdaj terapevtska aktivnost. On ne bo še začutil istega zadovoljstva ob tem, njem bo muka, ampak s časoma pa bo. In na tak način se da pozdraviti. Moraš pa se potruditi in pri tem rabiš support okolice. Kakšne so posledice nezdravljene depresije? Prvič, dostikrat se zgodi, tudi med zdravstvenimi delavci je velik odstotek depresije, da ne prepoznaš simptomov. Normalno, saj sem preutrujen, zdaj nočna, nedelja cel dan, delam po 36 ur skupaj, normalno, da sem povožen po pes, da načoč ne moram, Niti ne veš, kdaj drsiš navzdol, ne zavedaš se,
Potem se lahko, velikokrat se pojavlja tudi nekje, ko pač niti ne vejo ali pa ne radi govorijo o tem moški, da se pa pri njih nekaj dogaja, da so žalostni, ker fantki ne smejo jokati, pa tako, ne. In oni tega ne bojo povedali. In ko jim je težko, se zatekajo k alkoholu. Dostikrat zamenjamo alkoholizem, ko se ga nekdo napije, pa rečemo, alkoholik. Ne, ni alkoholik. On je depresiven bolnik, ki ni poiskal pomoč, ampak se je potolažil z alkoholom. Ne? Pijem, da zaboravim. Ne? Pa tako, to so vse znani reki, ampak je tudi, tle bi se dalo zmanjšati število, zlorabe alkohola, če bi se pravočasno ukrepalo. Povečana je dovzetnost za druge bolezni. Manj ko funkcioniramo, bolj bolni postajamo, k temu sledijo potem lahko kot rakave bolezni, sladkorna, vse druge kronične bolezni. Seveda imamo manj kvalitetno življenje, družbo odbijamo, včasih družba odbija nas, ne? In potem kot zadnja možnost je pa tudi seveda lahko žal samomor. Kako si pomagati? Tako, da prepoznamo, da nekaj zdaj si poskušamo zapomniti od teh znakov, da razumemo, da imamo razumevanje tako zase, kot za tistega, ki zboli. Da pomagamo pri ohranjanju aktivnosti, tle je treba veliko potrpežljivosti, vztrajati, veliko napora. Depresija ni šibkost ali napaka, lahko prizadene kogarkoli in kadarkoli. Nikoli ne veš, kdaj te bo. Kako si zdaj, jaz si mislim, jaz nimam sladkorno bolezen še zaenkrat, da je nikoli ne bom imela. Kje pa piše? Lahko imam naslednje leto ali pa ne vem kdaj. Ne? Isto je pri tej zadevi. Pomagajmo si. To sem že poudarila. Moramo si med sabo, zato ker ti sam težko narediš. Zato ker skoraj vse, kar se pravočasno opazi in začne zdraviti, tako velja pri raku in pri drugih boleznih, se lahko pozdravi. Pri depresiji gre pa sploh za to, da se lahko pozdravi. Ni treba, da se tragično konča. To sem vam povedala, to sem tako srečna, da so te delavnice postale ena možnost v zdravstvenem domu, kjer se lahko pomaga ljudem. Zato, ker na koncu, da bomo videli tako veselo družino, nasmejane obraze, ker mamica, recimo dala spet mamico za primer, ki je depresivna, ona se ne smeji več. Ne? In recimo mama, ki ni opazila, da ima depresijo, je kar trajala, skosmislena, pretrujena sem, kar naprej so bili drugi razlogi, ne? Se je šele začela zavedati, da je nekaj narobe, ko je njen otrok rekel, mamica, zakaj se pa ti nič več ne smejiš? Zato, ker se ni mogla. No pa glej, ti bom ta hec povedal, pa ondej se probi nasmejati. Tako bi si mogla usta vrda, da bi se lahko. Ne more se. Jaz vem, da je to zelo težko razumeti. Sploh, kjer tega ni doživel ali pa ni imel ob sebi nekoga, da bi to lahko opazoval. Tako pač je in dajmo se potruditi vsi, da bojo okoli nas ponovno nasmejani obrazi in veseli otroci. Naslov tega delovnega zvezka je Prepoznajmo in premagajmo depresijo. Želim, da prepoznate in živite tudi svoje potrebe, ker zelo pomembno je, da imate čas zase, ne samo za druge. In zapomnimo si še, o sebi imejmo vedno dobro in pozitivno mnenje. Pa ne samo o sebi, tudi o drugih. Če bomo tudi od drugih imeli dobro in pozitivno mnenje, bomo to dobili tudi nazaj. Jaz se vam lepo zahvaljujem, ker ste me poslušali. Upam, da vam je kaj od tega ostalo in da bomo na tem področju v Sloveniji veliko več lahko naredili, da ne bomo na prvem, drugem mestu po samomorih, ampak bomo nekje na repu mogoče. Hvala lepa.